Medtem ko komisija državnega zbora, ki preiskuje politične pritiske na policijo, na vse pretege brani premierja Roberta Goloba, predsednica republike jamra, da bi rada višjo plačo. No, te zaradi novih davkov vse težje dajejo podjetniki, ki opozarjajo tudi, da je sprejeti proračun precej nerealen. Spor se poglablja na RTV Slovenija in v Izraelu. Gledate Odmev tedna. Dogajanje bova za vas komentirala Peter Mrše in Rok Frelih. Rok, pozdravljen v studiu. Lep pozdrav. Skratka, videli smo pričanje Tatjane Bobnar, ki je bilo izrazito obremenjujoče za premierja Goloba. Golob je potem to označil za halucinacijo in izmišljotino. Napovedal, da bo vse to dokazal z dokumenti, s pričami. In ena izmed teh prič, očitno tako se vsaj zdi, naj bi bil tudi Joško Kadivnik, direktor Sove, ki pa mu je predsednik te komisije, predsednik te preiskovalne komisije pravzaprav dal v pogled tudi v zapisnik oziroma v posnetek tajnega dela seje pričanja Tatjane Bobnar. Zanimivo, na to je opozorila potem poslanka NSI, Vida Čadonič Špelič. Pri tem ni nepomembno, da je NSI v komisijo za nadzor komisijo za nadzor obveščevalnih služb že pozvala Goloba, pa je sam vabilo tja zavrnil. Zdaj v to komisijo, ki preiskuje pritiske na policijo, zaenkrat vabila še ni dobil. Zdaj Golob se nekako očitno izmika, njegovi kronski priči pa pravzaprav so, tako se zdi, pokazali pričanje Bobnarja, česar ne bi smeli ali pač? Seveda ne, ker je šlo za tajni del zaslišanja Bobnarjeve, je poslanec Lamut več kot očitno kršil zakon, s tem, ko je direktorju Sove kot glavni priči to gradivo pokazal. Zdi pa se, da gre tu za nek širši kontekst priprave obrambe Goloba pred temi obremenilnimi dejstvi, ki jih je predstavila bivša ministrica Bobnarjeva, pa tudi gospod Lindav. Na tem mestu pa velja opozoriti še na neko drugo stvar. Namreč poslanka NSI-ja Čadonič Špeličeva je to dejstvo predstavila javnosti. Na drugi strani ravnala je pravilno, ravnala je moralno, zakonito. Po drugi strani pa je stran tistih, ki so kršili zakon, se pravi stran Roberta Goloba, preko evropskega poslanca gospoda Grošlja, poslanko Čadonič Špeličevo obtožilo, da je kontaminirala Sovo. Kako lahko nekdo, ki ravna po zakonu, kontaminira Sovo, nekdo, ki pa je jasno kršil zakon in storil prekršek, pa naj bi deloval v interesu javnega dobrega. Tukaj se mi zdi, da gre za nek ruski spin gospoda Grošlja, v smislu, da obdolžiš drugega, da je kriv tistega, kar sam počneš. Pravzaprav so sami okužili, omadeževali Sovo s tem, ko so vzbudili dvom v pričanje direktorja Sove, s tem, ko se je pravzaprav lahko pripravil z vsebino tajnega pričanja. Čadonič Špeličeva pa je pravzaprav javnost zgolj opozorila, da se je ta prekršek zgodil. Točno to. In s tem se meče slaba luč na celotno obrambo gospoda Goloba pred temi očitki z strani Bobnarjeve. Pa je Golob v tem primeru še branljiv, recimo, na teh očitkih? V Sloveniji da, nikjer drugje na svetu pa verjetno ne. Zdaj, Klemen Grošelj, nismo ga praktično 5 let, ko je evropski poslanec, nismo slišali zanj, nismo slišali, da bi predstavljal kakšne resne poročila, sodeloval v Evropskem parlamentu s kakšnimi odmevnimi razpravami. Zdaj pa nekako iz Evrope potem se spravlja tukaj na Čadonič Špeličevo. Je to nekako poskus pred evropskimi volitvami? Prerinite se visoko na lestvici kandidatov Gibanja Svoboda za evropske volitve. Mogoče res, ker Robert Golob na vsezadnje, pa tudi cela njegova stranka ne kaže in najbolje niti njemu, niti stranki, potrebujejo določene zaveznike, ki so pripravljeni se na takšne in drugačne načine se izpostavljati ali pa tudi delovati iz ozadja, če je to potrebno. In da, verjetno lahko to vidimo kot poskus nekega dokazovanja, neke poti za obstanek v politiki. Zdaj, ko smo ravno pri Evropi in ostanku
obstanku v politiki. Ne, Bojan Požar je pred tedni že objavil špekulacijo, da bi nekako Robert Golob naj zdržal vsaj do evropskih volitev, potem pa se je tudi že slišalo, da bi lahko recimo se potegoval podobno kot recimo Alenka Bratušek pred njim za mesto evropskega komisarja. Ne nazadnje sta se tudi z Macronom sestala te dni v Parizu, tudi glede dogajanja v Evropi. Je tukaj kakšna možnost, recimo, da bi Golob nekako odletel iz slovenske politike v Evropo na komisarsko mesto? Realnih možnosti za to pač ne vidim. Zakaj? Čisto zaradi osebnih sposobnosti in pa karakterja gospoda Goloba. Namreč dokazalo se je, da ni zmožen efektivno voditi niti vlade neke majhne republike, kot je Slovenija, kaj šele nek zahteven, recimo temu energetski sektor, takšne megalomanske strukture, kot je Evropska unija. Tako da ne. Ne, sicer smo videli že marsikaj. Videli smo poskuse. Poskusili verjetno bodo, ampak če so v Bruslu pametni, tega sprejeli ne bodo. No, če bi se Golob odpravil, ne res, da on pravi, da mu denar ne pomeni veliko, pa vendarle bi kot evropski komisar zaslužil bistveno višjo plačo kot premier, no, bistveno višjo plačo pa si želi tudi predsednica republike, Nataša Pirc Musar, ta se je te dni oglasila z mnenjem, da bi morali funkcionarjem v njenem uradu pripadati določeni dodatki, ter da trenutno določena višina njihovih plač nikakor ne odraža plačila za njihovo dejansko opravljeno delo, zato bi si želela primerno plačilo za opravljanje funkcije. Zdaj, res, da so plačila za najvišje funkcije v Sloveniji so razmerno nizka, to je treba priznati, pa vendarle je Nataša Pirc Musar vedela, v kaj se spušča, preden se je podala na predsedniško tekmo. Normalno, da je morala bi vedeti, ampak očitno še ni ponotranila tega, da sedaj ne dela več v zasebnem sektorju, kjer je cene in tarife določala ona sama. Sedaj je pač javna uslužbenka in skladno s tem je tudi plačana. Ne vem pa, kaj misli s temi nadurami. Jaz si funkcijo predsednika predstavljam, da je predsednica vseh Slovencev 24 ur na dan. Zdaj, kako to finančno vrednotiti, je težko. Sistem tega ne predvideva. Če že so potrebne neke celostne rešitve, ki pa bi cel sistem funkcionarjev nekako predrugačil in jim dal, recimo temu, tudi dostojnejše plače. Verjetno s tem tudi neko večjo odgovornost za svoje delo. Definitivno. Zdaj, predsednica republike res, da za tako funkcijo, kot jo opravlja, pravzaprav ima plačo sorazmerno nizko, pa vendarle bistveno višjo. Tudi ne nazadnje, njen mož je nekako napovedal v predsedniški kampanji, da se bo odpovedal dodatku, ki ga sicer lahko izkoristi soprog oziroma soproga predsednika oziroma predsednice republike, ne govorijo nekje o 850 evrih na mesec, potem se je vendarle odločil, da bo ta dodatek vendarle vzel, ob tem, da recimo zakonca Pirc Musar po oceni recimo časnika Finance nekje imata pod palcem 5 do 10 milijonov evrov premoženja. Zdaj, vloga prvega gospoda, da rečem, v državi naj bi bila nekako predstavljala kot ima prva dama ponovadi, naj bi predstavljala nek socialni čut, neko humanost, neko moralnost, neko moralno težo na vse zadnje. In zdi se mi, da pri vseh teh financah oziroma kapitalu, ki ga zakonca Pirc Musar premoreta oziroma z njim upravljata oziroma si ga lastita, tistih 850 evrov, da to ni ravno neka vsota, ki bi jima omogočala preživetje, in z tega vidika bi bilo glede na funkcijo pravilno in pravično, moralno, modro, da bi se gospod temu denarju odrekel ali ga pa recimo daroval v kak dobrodelen namen ali pa kaj podobnega. No, zdaj za vrhunec, je prav te dni potekala podnebna konferenca v Dubaju, na njej je stopila tudi Nataša Pirc Musar, potem pa v pogovoru za televizijo Slovenija povedala tole. Mi bomo v prihodnosti morali začeti živeti drugače, imeti manj, a bolje. Ne zagovarjam tega, da bi morali iti na, slabšo kakovost življenja, ampak manj določenih dobrin.
Skratka, predsednica pravzaprav sama zase želi višjo plačo, državljanom pa sporoča, da se bomo pravzaprav morali navaditi živeti z manj. To pa je vendarle nekoliko kontradiktorno. Ne? Jaz bi se na tem mestu vprašal, v katerem delu misliš, da je bila predsednica iskrena, ko je rekla, da bi imela več ali da bi živela z manj. To naj oceni vsak sam. No, mislim, da je drugim položila na srce, da bodo morali živeti. Bodo ali bomo morali? Mislim, da je rekla, bomo morali. Dobro, zdaj, z manj bodo morali preživeti tudi podjetniki in njihovi zaposleniki in pač davki, ki jih je uvedla ali pa ki jih uvaja Golobova vlada, jemljejo vse večji delež dohodkov. Pravzaprav je predsedničin honorar, minoren znesek v tem kontekstu, pa vendarle gre za simbolno, za simbolno dejanje, ko pravzaprav se vsi državljani odpovedujemo, ker nam inflacija in višji davki pravzaprav jemljajo vse večji delež našega razpoložljivega dohodka. Ob tem pa podjetniki celo opozarjajo, da je proračun, ki je pripravljen za prihodnje leto, nastavljen nerealno. Poglejmo, kaj so povedali v vroči temi na tem kanalu. To pomeni, da dejansko ta proračuna za naslednji 2 leti dejansko ne odražata najbolj objektivnih pričakovanj. Samo zgolj s povečanjem nekih davčnih obremenitev, v tem primeru gospodarstva, ne moreš pričakovati, da se bo to resnično tudi izvedlo na ta način. Pomeni, da jaz pričakujem, da vseh teh prihodkov, ki so jih načrtovali v prihodnjih letih, ne bo uspelo priti v proračun, v državno blagajno. Na drugi strani manjka pa tisti razvojni potencial. Imamo pa izredno obremenitev pri dohodkih, se pravi pri plačah, če poenostavljeno povemo. Tukaj pa, ko se pogovarjam s kolegi tudi iz drugih držav, ne morejo verjeti, da imamo mi toliko obremenjene plače. Skratka, podjetniki so jasni, bijejo plat zvona, zdaj do neke mere sicer so tudi sami bili v preteklosti pasivni, ampak vendarle proračun ni realen, predvsem zato, ker vemo, da so davki vendarle niso linearni, torej če dvigneš davke, ne pomeni, da boš tudi pobral več denarja, kar je Slovenija v preteklosti že večkrat spoznala. Seveda, in ravno zato me čudi, da ravno vlada pod vodstvom nekega genialnega, briljantnega menedžerja ubira napačne poti, če poslušamo podjetnike. Namreč prišli smo do neke točke, kjer mora država zagotoviti nekoliko večje količine denarja za popoplavne obnove in dejansko ne ve, kje bi ta denar dobila. Zato se je recimo spravila v dodatne obdavčitve, kar pa, kot si omenil, na koncu prinese manjše absolutne zneske denarja v državni proračun. Še posebej, če ni tega zaupanja, vendarle se nekako omenja, da bo skrbnik nad tem denarjem, recimo Borut Jamnik iz Modre zavarovalnice, to se marsikomu sliši, kot bi pravzaprav lisico postavili za varuha kurnika. Tako. In situacija seveda ni rožnata. Po eni strani se gospodarska klima otežuje, se bremeni, podjetja bodo zelo verjetno bežala, visoko plačani poklici z visoko dodano vrednostjo se bodo selili v tujino oziroma k nam ne bodo prihajali, posledično bo manj pobranih davkov. Hkrati imamo tukaj inflacijo, omeniti pa je treba še ta dolgoročni razvojni zaostanek, ki ga takšna politika prinese. In tukaj jaz mislim, da je vlada falila, zgrešila na celi črti. No, zdaj vlada je nekako dala zeleno luč RTV Slovenija za dodatno financiranje. Nekako 5 milijonov letos, 10 milijonov prihodnje leto namenskega denarja za program Manjšin, ki bi ga rada nova uprava porabila za krpanje finančne luknje, ki je vse globlje. Krhajo se pa tudi odnosi znotraj uprave RTV Slovenija. Gre za 4-člansko upravo, torej poleg direktorja Martiča še je delavski direktor in še 2 člana uprave. Pri čemer se je eden izmed teh 2 članov uprave, Simon Kardun, te dni oglasil, da ne podpira finančnega načrta in produkcijsko-programskega načrta za leto 2024. Torej, zdaj imamo pravzaprav že v upravi te depolitizirane RTV Slovenija pravzaprav spor, oziroma nekako nesoglasje, v katero smer želi sploh celotna institucija iti.
Seveda, do neke mere smo lahko to pričakovali. Namreč ti voditelji depolitizirane, se moramo vprašati, kakšne cilje so imeli ti voditelji depolitizirane RTV. Prevzeti položaje, na to pa se vse konča pri denarju. Zdaj, kakšne velike enotnosti verjetno ne gre pričakovati. Če se ne bodo pojavile še dodatne količine denarja, lahko pričakujemo zelo verjetno samo še večja trenja. In pa krčenje programa, ki ga že uprava napoveduje. Seveda. Na tem mestu je zelo zanimivo, da naj bi se povečale športne vsebine in pa informativni program, kar nekako kaže usmeritev, da se daje ljudstvu kruha in iger preko teh medijev, kar pa nas po finančni plati zna, glede na kakovost programa, ki ga bomo dobili, zna še drago stati. No, izginja pa kultura in še mnoge druge vsebine. Točno to. Medtem pa je še nekaj pomenljivo. Pravzaprav uprava pod vodstvom Zvezdana Martića dela v praksi stvari, ki jih je morda napovedovala, pa ne izvedla, ali pa celo sploh niti ne napovedovala uprava, recimo pod vodstvom Andreja Graha, Vatmauga in Uroša Urbanije. Takrat smo lahko videli proteste pred stavbo RTV-a, napise Vsi smo RTV, nikogaršnji hlapci, novinarji skupaj z ministrico za kulturo so protestirali pred stavbo RTV-a. Te dni ni videti novih protestnikov oziroma protestnikov proti tem istim dejanjem strani nove uprave. Tudi ministrica za kulturo recimo ne daje nekih signalov, da bi bilo potrebno kaj spremeniti. Pa gre pravzaprav za iste stvari, ki jih je napovedovala ali pa ki so jih očitali pravzaprav prejšnji upravi. Tu so se ujeli v nek kruh krute realnosti. Na vse zadnje bi ministrica morala dati takšen signal glede na nov način odločanja, kako je že tista, če je eden od dveh predsednik No, ja, zdaj po zakonu mora biti večina uprave za sklep, medtem ko to Zvezdan Martić tolmači, da zadošča, če je on kot predsednik uprave še z enim, torej če sta dva člana proti dvema na tisti strani, kjer je predsednik uprave, da je to že dovolj. Tako, in tu gre za neke celo diktatorske ukrepe, ki so nezakoniti, in ministrica bi bila tudi dolžna, recimo, da na tem mestu ukrepa, pa je očitno ostala brez vsake politične volje ali pa tudi brez rešitve, brez znanja, kako ta gordijski vozel presekati. No, zanimivo, trese se tudi drugod po medijih. Planet TV je zapustil prvi novinar informativnega programa, Denis Malačić, odkrito je povedal, da je homoseksualec in da ga moti pravzaprav nekako pregon, ki naj bi se zgodil nad LGBT skupnostjo na tej televiziji, pri čemer gre bolj ali manj za en prispevek, kjer so naredili primerjavo med zažigom mavrične zastave pred dnevi in pa recimo uničenjem zastavic na Kongresnem trgu, ki jih je postavil Pohod za življenje. Zdaj, pravzaprav se ne zdi, da bi šlo tukaj za nek hud napad ali pač na recimo LGBT skupnost. Zdaj, ta dva primera bi lahko primerjali med seboj. Pomembno je, da sta oba korektno v medijih korektno obravnavana. Tu gre očitno za osebne preference gospoda Malačića, ki se kot član te skupnosti, saj jaz tako to razumem, čuti nekako zapostavljenega, napadenega. Moramo pa vedeti, da tudi ob uničenju tistih zastavic so se pa člani nekatere druge skupnosti počutili napadene oziroma odrinjene iz družbe, pa zato nismo videli nekih velikih medijskih pretresov, odhodov, zapisov in tako naprej. Tako da rekel bi, da tu gre očitno za osebna občutja gospoda Malačića, ne pa za širšo ali pa realno sliko v konkretni medijski hiši. Na vse zadnje gospod Malačić preganjanja kot takega z nobenim dejstvom do sedaj še ni dokazal. No,
preganjanje oziroma pretresi se dogajajo tudi na mednarodnem parketu. Ne? Ameriški kongres je zablokiral pomoč, nadaljevanje pomoči Ukrajini. Ne? Nekako gre za pogajanja med republikanci in demokrati, ki na eni strani republikanci pogojujejo pomoč Ukrajini z ukrepi na južni meji, kjer se jim dogajajo torej ti prehodi, ne? Tudi tihotapljenje mamil, ne? S katerimi se soočajo trenutno ZDA s hudo krizo. Ne? Po drugi strani demokrati opozarjajo, da bo Ukrajini kmalu zmanjkalo, tudi predsednik Zelenski opozarja, da bo Ukrajini kmalu zmanjkalo pomoči. Se lahko zgodi pravzaprav, da Ukrajini dejansko se ta pomoč izteče in začne resno izgubljati na bojišču ravno zaradi tega? Lahko. Republikanska stran v Ameriki na to opozarja že kar nekaj časa. Zdaj, optimalno bi bilo, da se sprejme politika, kot jo predlagajo republikanci, namreč, da se okrepi varnost na ameriški južni meji, hkrati pa se zagotovi določena sredstva za Ukrajino, s katerimi bi lahko nadaljevala svoj boj za svobodo. Ampak tisti, povsod v medijih se predstavlja kot faktor, ki blokira ta proces republikance. V resnici pa so demokrati tisti, ki dejansko blokirajo pomoč Ukrajini, ker nočejo poostriti varnosti na južni meji. V končni fazi mislim, da je večja verjetnost, da do dogovora dejansko pride. Je pa to dogajanje nekakšen odraz razpoloženja na Zahodu, ki kaže, da Zahod ni več brezmejno pripravljen financirati Ukrajine in ji zagotavljati teh sredstev. Bi recimo izvolitev Donalda Trumpa na mestu predsednika ZDA recimo prihodnje leto lahko resno ogrozila kampanja v Ukrajini? Ne bi rekel, da bi jo ogrozila, ampak bi prej kot karkoli drugega pomenila korak k miru in k pogajanjem. Zdaj, Evropska unija pravzaprav je te dni storila politične korake naprej, ne? Dala je signal, da je z Ukrajino začenja pristopna pogajanja za vstop k Evropski uniji. Ne? Zdaj, tukaj se pojavlja vprašanje, kakšna je politična in vojaška recimo teža na bojišču te geste, ne? Po drugi strani pa vendarle še vedno čakamo na 1 milijon granat, ki jih Evropska unija obljublja svoji sosedi Ukrajini. Kako kaže na tem področju? Zdaj, če Ukrajina postane resna kandidatka za vstop v Evropsko unijo, to pomeni, da bo EU v tem trenutku nosila veliko večjo odgovornost za Ukrajino samo, ker je država pač v vojni. EU pa si ne more privoščiti sprejeti neke vojskojoče se države, katere prihodnost je negotova. V interesu EU-ja je, da se ta konflikt čim prej zaključi. Po drugi strani omenil si tiste granate, se pravi strelivo za težka orožja. EU je takrat dajalo obljube z figo v žepu. Proizvodne kapacitete so očitno premajhne in čeprav se proizvodnja tega streliva na Zahodu dejansko povečuje, gre velik del tega, kolikor vem, tudi v skladišča teh držav proizvajalk oziroma držav, ki so do sedaj zalagale Ukrajino, ravno zato, da same ne bi ostale brez tega streljiva. Tako da to je bilo s strani Bruslja zelo neodgovorno in zelo neresno so izpadli s takimi obljubami. Zdaj, v Romuniji je prišlo ta teden do kršenja zračnega prostora zveze NATO. Ne? Ruski dron je preletel v romunski zračni prostor, so ga sicer potem nemški in romunski lovci sestrelili. Vendarle se pojavlja tukaj vprašanje. Zdaj, gre tukaj za nekako nesposobnost Rusije, da nadzoruje svoje drone na območju Ukrajine. Gre za provokacijo morda strani Rusije ali pa enostavno namig, da bi morda šlo za kakšno eskalacijo tudi na tem zahodnem delu, kjer do zdaj vojne še ni bilo? Zdaj, napake se dogajajo. Tako da obstaja možnost, čeprav majhna, da je v NATO zračni prostor ta dron prišel nehote. Prej bi pa rekel, da gre za neko rusko provokacijo. Vemo, na Finskem, tudi na Švedskem je Rusija stalno kršila zračni prostor. Videli smo že takšne provokacije z britanskim lovcem in ruskim dronom nad Črnim morjem in tako naprej. Te zadeve so sorazmerno hitro potihnile, da bi pa zadeva vodila v kakšno eskalacijo konflikta na
v bližini NATO na zahodu Ukrajine, konkretneje iz Pridnesterja. To je bila že v začetku vojne ena od predvidenih smeri, kjer bi ruska vojska zasedla zaledje Odese. Mislim, da v tem trenutku do tega ne bo prišlo. No, zdaj, pogledaj še v Izrael, ne? Tam pravzaprav v Gazi že 3. mesec trajajo spopadi, ne? Po 7. oktobru, ko se je pravzaprav s tem brutalnim terorističnim napadom Hamasa vse skupaj začelo. Ne? Kakšna je situacija danes po premirju, zdaj se obeta kakšno novo premirje, kako Izrael napoveduje nekje več mesecev, da še lahko ta ofenziva traja, kaj to pomeni za situacijo v regiji, recimo se lahko ta konflikt razširi? Zdaj, kot smo videli, Hamasu ni uspelo realizirati tistega gesla od reke do morja. Pa so imeli resen namen oziroma resne možnosti, da bi kaj takega dejansko speljali? To je šlo bolj za agitacijo ljudstva, militantov in tako naprej. Ni šlo za nek plan, ki bi bil resno izvedljiv. Je pa resno izvedljiv plan, kot ga sedaj izvaja Izrael, ne od reke do morja, pač pa od severa do juga. Operacije izvaja zdaj že po celotnem območju Gaze. S časoma v roku nekaj mesecev lahko pričakujemo uničenje tistih kapacitet Hamasa, ki jih so tam prisotne. Vedeti pa moramo, da samega Hamasa kot organizacije Izrael s tem ne bo uničil, ker delujejo globalno, ker so podprti z raznimi tujimi bogatimi financerji, ki jim nudijo zaščito in tako naprej. Lahko pa pričakujemo še nekaj mesecev trdih bojev. Me pa veseli dejstvo, pred časom se je govorilo, da bi lahko konflikt se razširil tudi izven meja Izraela, recimo na območje Iraka, Sirije, Jordanije, od kjer bi se lahko izvajala ta dejavnost iranskih proksijev proti Izraelu. Libanon, recimo. Iz Libanona pa potekajo dejansko dejavnosti na Izrael, praktično vsakodnevno. Veseli me, da ni prišlo do takšne eskalacije, do te mere in da je izraelskim silam uspelo nekako stabilizirati razmere in postaviti oziroma spremeniti tok vojne v svoj prid. Rok, pri koncu sva, hvala za današnje komentarje. Mi, spoštovani gledalci, pa si pogledamo, kaj je še odmevalo v tednu, ki se izteka. Slovenija podaljšuje nadzor na meji s Hrvaško in Madžarsko, ker to od nas zahtevajo poslabšanje varnostnih razmer na Bližnjem vzhodu, nadaljevanje ruske vojaške agresije v Ukrajini, razvoj varnostne situacije v Afganistanu, pa tudi nasilni konflikti v nekaterih afriških državah, sporočajo iz notranjega ministrstva. Podaljšanje velja do 22. junija. Nismo pozabili prijaznih in delovnih ljudi, sporoča Pavel Rupar ob napovedi ustanovitve odbora upokojencev iz bivše Jugoslavije v okviru zavoda 1. oktober. Ustanovni sestanek bo potekal v Velenju, je še napovedal. Častna priznanja Boruta Meška, Združenja novinarjev in publicistov za leto 2023 so prejeli Valentina Plaskan in Nate Skrevs za obetavnega voditelja in novinarja oziroma voditeljico in novinarko, Jože Biščak za posebne novinarske dosežke in Bogo Sajovic za življenjsko delo. Peticijo o pravici do pokopa in spoštljivega spomina na žrtve povojnih komunističnih pobojev v Sloveniji, ki jo je v Evropski parlament vložil dr. Mitja Ferenc ob podpori evropske poslanke Romane Tomc, je podprl tudi predsednik Evropske ljudske stranke Manfred Weber. Poudaril je, da ostro zavrača vsakršno poveličevanje komunizma in drugih morilskih ideologij, ter si žrtve komunizma zaslužijo spoštovanje in ustrezen poklon. Tako, spoštovani gledalci, hvala, ker ste bili z nami. Oddajo Vroča tema, ki smo jo kratek izsek pokazali v oddaji, si lahko že ogledate na našem YouTube kanalu. Ob koncu te oddaje bo na voljo tudi povezava do Vroče teme. Naročite se na portal Domovina ali na tednik Domovina in tako ne zamudite novih analiz in drugih informacij, ki jih te dni nismo uspeli vključiti v to oddajo, vendarle smo časovno omejeni, tako da na dnevni bazi lahko berete zelo zanimive vsebine na portalu in v tedniku Domovina. No, naročite se pa lahko tudi na naš YouTube kanal in tako zagotovite, da ne boste zamudili naših prihodnjih oddaj. Z odmevom tedna se že vračamo prihodnji teden, tudi z vročo temo. No, do takrat pa lep pozdrav in nasvidenje.